Na začetku 80. let je slovenska raziskovalna sfera padla v neko globoko krizo, denarja ni bilo, literature ni bilo, opreme ni bilo in tisto najbolj ključno, tudi mladih več ni bilo, doliva mladih ni bilo. To je za današnje čase pravzaprav zelo zanimivo, da smo mi lahko sredi največje krize sredstva za znanost in raziskovanje izboljšali za 100%. Investiralo se je veliko v program, ki je takrat začel. Odveč je reči, da sem zelo ponosen na to, da se je to več kot 30 let dogajalo tudi naprej. Tako da ta, politična fraza do leta 2000 novih raziskovalcev je bila seveda bolj poceni reklamna gesta, ki je prepričala tudi ostale Slovence, predvsem pa poslance v takratni skupščini, da so glasovali za tako enormno povečanje sredstev za ta program. Mi smo gledali zelo daleč naprej in mislim, da je tak dolgoročen pogled zelo nujen tudi danes, ker se preveč denarja, preveč ljudi se tudi izgublja v neznanih usmeritvah, namesto da bi imeli neko strategijo, ki bi jo potem postopoma uveljavljali. Ja, znanost me je od nekdaj zanimala, še posebej naravoslovje. Tako da sem potem že tekom študija sodelovala pri raziskavah in potem je bila odločitev za znanstveno pot taka kar precej preprosta. Znanost mi je taka, oziroma naravoslovje, biologija, mi je zelo všeč zaradi tega, ker lahko vsak dan nekaj novega odkrijemo oziroma nikoli nam ni dolg čas. Hkrati so pa to take teme, še posebej biologija, ki nas spremljajo praktično vsak dan, karkoli delamo, kamorkoli gremo, vedno je biologija povsod okoli nas. Se pravi, raziskujem pa eno tako res zanimivo temo, in sicer kako ene rastline ubijajo druge rastline. Te rastline so invazivne rastline, torej, ki so v bistvu zelo problematične, tudi v Ljubljani jih je precej. Mi delamo na japonskem in češkem dresniku in te potem sproščajo take strupene snovi v svojo okolico, da potem zavrejo kalitev in rast drugih rastlin. Društvo v tujini izobraženih Slovencev oziroma krajše Društvo Vtis je bilo v bistvu ustanovljeno z namenom povezovanja Slovencev, ki so se v sklopu visokošolskega študija izobraževali oziroma se še izobražujejo ali raziskovali oziroma raziskujejo na ustanovah v tujini. Tako da za mlade raziskovalce prisotne danes je predvsem pomembno, da povezujemo jih na eni strani v tujini, se pravi preko teh dogodkov slovensko znanje kroži v svetu, kjer Slovenci delujoči v tujini predstavijo svoje raziskovanje oziroma delo v gospodarstvu. Na drugi strani pa preko številnih dogodkov tudi prav v Ljubljani oziroma po celi Sloveniji. Zaenkrat smo imeli veliko pozitivnih izkušenj. Veliko naših univerz, predvsem glavne 3 univerze v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici so že sprejele recimo naše raziskovalce iz tujine in jim poleg teh administrativnih ovir, recimo priznavanje izobrazbe, priznavanje delovne dobe, tudi omogočile, da so jim ustvarile nekako to delovno okolje, kjer lahko nadaljujejo te dosežke na vrhunski ravni. Tako da je veliko dobrih izkušenj, tudi ministrstva zelo dobro sodelujemo s številnimi ministrstvi, z uradom vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, tako da moram reči, da z naše strani je veliko dobrih odzivov.